Druga mestna četrt, ki jo predstavljam danes, je Magdalena oziroma nekoč imenovano Magdalensko predmestje. Je predel na desnem bregu Drave, sodi med srednje velike mestne četrti v mariborski občini. Poimenovana je po cerkvi svete Magdalene, ki je v njej zagotovo najstarejši spomenik. Župnija je bila prvič omenjena 10. junija 1289 v listini, ki je bila izdana v mestu Maribor in pečatena s pečatom mesta. Zato 10. junij označujemo kot praznik mestne četrti Magdalena. Poleg cerkve je največji spomenik Magdalene železničarska kolonija. Ko so leta 1863 odprli delavnice južne železnice, so v njeni neposredni bližini pričeli z gradnjo prvih 12 samostojnih hiš, ki jim domačini ljubkovalno rečejo stara kolonija. Do leta 1874 pa so zgradili še dodatnih 28 hiš, katerim pa pravijo nova kolonija. Vse stavbe so bile last delavnic, ki so skrbele za njihovo vzdrževanje, niso pa dovoljevali nikakršnih sprememb, ne v stanovanjih, ne na vrtovih okoli hiš. V koloniji so stanovali samo njihovi delavci. Na voljo pa so jim bili trgovine, šola, vrtec, knjižnica in kopališče. Železničarska kolonija je mariborska posebnost in edinstven kulturno-zgodovinski in etnološki spomenik. Za urbanistični spomenik prve kategorije pa je bila razglašena leta 1987. Najmlajši obiskujejo vrtec Jožice Flander, enoto Vančka Šarha. Na tem območju pa je tudi kar nekaj šol. Osnovna šola Maksa Dorjave, osnovna šola Franceta Prešerna, srednja zdravstvena in kozmetična šola in pa druga gimnazija za mano. Univerzitetni klinični center Maribor predstavlja eno največjih zdravstvenih ustanov v Sloveniji in hkrati eno najbolj pomembnih zdravstvenih institucij v severovzhodni Sloveniji. Na Jezdarski ulici je v Magdalenskem parku zarasla popolnoma nova in moderna zdravstvena postaja Magdalena. Vsi ga poznamo. Nakupovalno središče Europark. Svojo ponudbo Europark razveseljuje približno okoli pol milijona obiskovalcev mesečno. V njem pa vsak najde nekaj zase. Ampak, ali ste vedeli, da Europark spada v mestno četrt Magdalena? Mariborska knjižnica, MKC Maribor, mnoga kulturna in športna društva in organizacije v mestni četrti skrbijo za dogodke, ki polepšajo dneve vsem prebivalcem. Ni da ni torej. Tako, danes smo spoznali na kratko mestno četrt Magdalena. Prihodnjič pa zavijemo na obisk v mestno četrt Tabor. Se vidimo!